Jedli bomo krompir, se poučili o krompirjevi lakoti in se sprehajali po dolgih pečinah. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Irska je država, ki leži na tretjem največjem otoku v Evropi. Je drugi največji otok britanskega otočja. Velika Britanija je največja. Republika Irska pokriva približno 5/6 otoka Irske. Preostala šestina irskega otoka je znana kot Severna Irska in je del Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. V Republiki Irski živi približno 5,2 milijona ljudi in od tega jih 1,2 milijona živi v glavnem mestu, ki se imenuje Dublin. Vzdevek, ki se je prijel te države, je Smaragdni otok, zaradi bujne vegetacije, zelenih pašnikov in valovitih gričev. Sredi 19. stoletja je otok doživel težek udarec, ki ga je povzročila bolezen krompirja. Ta je bil skoraj edina hrana kmečkega prebivalstva. Nastala je velika lakota. Umrlo je več kot 1 milijon ljudi, še več kot toliko pa se jih je izselilo v Ameriko. Pa poglejmo nekaj znamenitosti. Najstarejšo univerzo na Irskem, v bližini Dublina, je ustanovila kraljica Elizabeta leta 1528. Trinity College je še danes ena najprestižnejših univerzitetnih šol v Evropi. Limerick je staro srednjeveško mesto ob reki Shannon, najdaljši reki na Irskem. Mesto je znano po gruzijski arhitekturi. Katedrala Svete Marije, zgrajena leta 1138, je najstarejša stavba v tem mestu. Moerske pečine na zahodu države so med najbolj obiskanimi kraji na Irskem. Pečine so dolge približno 14 km in jih obišče več kot 1,5 milijona ljudi letno. Newgrange je eno od 3 prazgodovinskih območij na Irskem. In sicer v ogromni krožni gomili z notranjim kamnitim prehodom in komorami so odkrili neolitsko grobnico iz približno 3200 let pred našim štetjem. Ta grobnica je celo starejša od Stone Agea ali egiptovskih piramid. In ste že kaj lačni od potepanja? Irska kuhinja je znana po precej krepkih jedeh, ki pogosto vsebujejo korenovke, kot sta krompir in korenje, ali žita, kot sta ječmen in pšenica. Ribe, vključno z lososom, lovijo v najdaljši reki Shannon, medtem ko je ostrige mogoče najti na zahodni obali države, zlasti okoli Galwaya. Najpogosteje uživajo svinjino, govedino in jagnjetino. Med priljubljenimi jedmi so poksti, to so krompirjevi ocvrtki, ki jih običajno postrežejo za zajtrk. Te ocvrtke jedo s kislo smetano in vloženimi čebulicami. Prileže se tudi slanina in zelje, medtem ko rezine slanina skuhajo in jih postrežejo z zeljem in krompirjem. Colcannon je tradicionalna irska jed in je narejena iz preri krompirja, ki je bil primešan z naribanim ohrovtom. 4 glavne sestavine tako so krompir, maslo, mleko in ohrovt. Lahko si privoščite tudi tipično irsko enolončnico, ki je v glavnem pripravljena iz jagnjetine ali govedine. Poleg mesa je v njej tudi veliko čebule, korenja in krompirja, svežih zelišč in začimb. Tipičen irski kruh je pripravljen s sodo bikarbono namesto kvasa. Pred pečenjem kruh na vrhu prerežejo, tako da bi hudič in vile pobegnile iz njega. V bistvu pa to pomaga, da se testo med peko lepo dvigne. Za na konec pa seveda samo za polnoletne en dober irski viski. Lepo se imejte in pazite nase.